You go, girl. Ja, 297. epizoda med prvomajskimi prazniki in ena taka posebnica, Aljaž, in sicer Posebnica. Ja, no, lej, ke vem, da ima Jaka ful rad te pomanjševalnice, pol se pa malo za njega potrudim. Aprila in marca sva imela v teku obsežno anketo z 101 oziroma koliko vprašanj je bilo, a se spomniš? Mislim, da je bilo vprašanj 27. V glavnem vprašanj, v katerih Veliko. nas je zanimalo res, kako vidite Metino listo, pa podcaste, pa kaj je okej, kaj ni, kaj bi lahko bilo boljše, in rezultati so zdaj znani. Aljaž se je poigral s številkami, se Tako. prelevil v Štefkota. V analitika. Kakšni so, si dobil, kar si pričakoval, preden greva na seciranje številk? Predvsem sem navdušen nad številom odgovorov. Rad bi se še enkrat tudi na tem mestu zahvalil vsem posebej in vsem skupaj in vsakemu in vsaki posebej, da ste si vzeli čas za to, da ste odgovarjali na anketo, ker nam vaši odgovori in pač sklepi iz teh odgovorov zelo veliko pomenijo in bodo tudi pomagali pri odločitvah o tem, kam bo Metina lista plula vnaprej, ne? Ker to je bil glavni impetus za anketo, ker sva spraševala o stvarih, koliko časa poslušate epizodo, a jo poslušate takoj, kako jo poslušate, bi rajš audio, bi rajš video, in ali bi se naročili tudi na te membership programe, ne, z različnimi nivoji dostopa. In vse to nama bo pomagalo pri odločanju o tem, če in kako jih bomo uvedli, oziroma ne, uvedli jih bomo, zdaj pač vprašanje, kako in kdaj in kaj vse boste dobili v teh programih. Okej, midva bova zdaj na kratko predstavila te rezultate. Ne bo dolgovezanje, bodo pa glavni poudarki iz vaših odgovorov. Kar začneva, Takoj. Aljaž, si ready? Kar dej. Okej, Jaz sem ti, treba je povedati, da sem jaz Nataši Štefici sem napisal z lepo slovenščino executive summary, ne, ki ga boš ti zdaj povzela boš povzetek. Veš kaj, povzela bom povzetek oziroma šla bom od točke do točke. 53% vas je bilo moških, ki ste odgovarjali, in 47 žensk. No, evo, tukaj priznam, je mene takoj presenetilo. Ne vem zakaj, ampak če bi me recimo pred izvajanjem vprašal, bi rekla, da bosta 2/3 žensk. Pa evo, ni tako. Večina, to seveda ne pomeni, da večina poslušalcev, bralcev je Metine liste moških, ampak več kot polovica je pa bilo moških, ki ste odgovorili na anketno vprašanje. To je mene presenetilo, Aljaž. Tako. Ja, če se prav spomnim prvega letnika FDV-ja, govorimo o respondentih. Respondenti, evo. In potem 86%, to je res debela večina, vas je med 30 in 60 letom starosti, in od tega 2/3 natanko z univerzitetno izobrazbo ali višje. Tule bi jaz rekla, Aljaž, imamo mi room for improvement, veš. Zakaj, Saj me navzgor ali navzdol? razumeš. Ja, navzdol. Ja, ne vem, no. Mislim, Meni se pa kam zdi, pa že lahko višje gremo? ja, ne, a veš, samo še dvojni doktorji so nam ostali, ampak ne, jaz mislim, mene pa ti rezultati niso presenetili, tudi glede na odzive, ki jih dobivava online in se pravi na družbenih omrežjih in po mailih in tako dalje. In se mi zdi, da v končni fazi to tudi je zdaj vprašanje kura ali jajca, ne, ali so vsebine Metine liste take zaradi publike ali pač publika taka zaradi vsebin Metine liste. Ampak se mi zdi, da se en z drugim tukaj precej dobro počutimo, ne. Indeed. No, tale naslednja je pa killerska. To jaz ne vem, a si ti to meni vtaknil noter v ta executive summary, v smislu, da vidim, če bo opazila, ampak 96% ljudi epizode, podcaste Metine liste posluša do konca. Ja, res je. To me je posebej zanimalo. Iz dveh razlogov. Prvič, ker me zanima, kako zelo pomembno je tisto, kar recimo povemo na sredini ali pa na koncu ali pa tako dalje, ne. In drugič je treba biti odkrit, ne. Tudi zaradi vseh sponzorjev, ki komaj čakajo, da bodo
dali oglase, oziroma oglaševalcev, ki komaj čakajo, ki stojijo v vrsti, ne, z oglasi na Metini listi, na podcastih Metine liste. In zdaj, evo, vsi dragi oglaševalci in oglaševalke, popolnoma vseeno je, na kjer konc podcastu bomo dali vaše oglase, ker bodo v vsakem primeru prišli do publike. In to je pomembno. In publika, res lepa hvala za zaupanje. To je tako velik poklon. Če bi zdaj imela midva video, bi imela jaz taka rdeča lička. Ker mi je, ja. Zakaj nimava videa? Ker to je bilo tudi vprašanje, ne? Ali ćemo imeti video ali ne, ne? In kakšen je bilo večinski odgovor? Večinski odgovor, tako audio only, to moram pa zdaj kar preskočiti naprej, ampak Audio Forever publika je močno prevladuje. Tako da 50% vseh vprašanih je reklo, da Audio Forever, na vprašanje imate raje podcaste oziroma vsebine v video ali zvočni obliki. Je pa dobra tretjina rekla dodatno še, ne, rekla, da je pač odvisno, da je oboje koristno, odvisno od situacije. Okay. Sej, če imaš dve varianti, pač lahko potem, mislim, je kar konkreten odstotek tudi za video, tako da če imaš pa obe varianti, je vsak zbere kar želi, tako da na tem videu bomo v prihodnje definitivno še delali. Recimo 61% jih je, oziroma vas je bilo, da objavljamo podcaste po vnaprej znanem urniku. No, recimo, Tega sem ti podtaknil. Tega si mi podtaknil, zato ker si vedel, kaj jaz mislim, in ker si vedel, da sva se o teh stvarih že kar nekajkrat pogovarjala. Tako je. In ker sodim, jaz sem sodila po sebi, ne, in mi je gladko vseeno. Razen, če gre za dnevne podcaste, v smislu, pa dobro, tudi ti niso, recimo The Daily od New Yorka, ne, ker vsak dan neke, recimo, da bolj ali manj aktualne zadeve secira, ne. Za vse ostale je meni osebno, recimo intervjuje z ljudmi, če ne gre vezano na točno določen dogodek, ne vem, pogreb papeža, pa želiš zdaj to poslušati, ne čez 1 leto o tem papežu, ki je zdaj umrl, ne. Skratka, meni urnik načeloma ni pomemben. Ne čakam, danes bo pa to. Ne tako, kot leta, ne vem, 90 pa 80, ko smo nadaljevanke, ob torkih je, ne vem, Vrnitev v paradiž. Lej, what the fuck ever. Klele je paket, pa glej. Ampak ti pa ne tako, ne? Oziroma večina ne. Veš, in tudi Netflix se je vrnil nazaj na enkrat na teden, ne? Z objavljanjem. Ja, ni več tega, zelo malo je tega, da celo sezono naenkrat butnejo gor, ne? Tako da, ja, lej. No, pa veliko orva še. Razumem, ampak evo, narod te ne podpira. Ja, narod me ne podpira. No, sej, jaz podpiram narod, tako da, kar boste rekli. No, tukaj klepa področje donacij in doniranja, tukaj pa moramo sami narediti še veliko več, kot smo v zadnjih letih, in sicer skoraj 2/3 vas Metine liste ni še nikoli podprlo. Predvidevam, da je bilo to samo vprašanje v finančnem smislu, ne? Ja, tako. To je bilo pač z donacijo, ne? Vprašanje za finančno donacijo. To je pač področje, na katerem zdaj intenzivno delavam. Nam se je navzvalo tudi naslednje vprašanje, ne? Glede naročnin oziroma subscribing, ne? Za te razne nivoje dostopa, kar je nekaj, na čemer zdaj intenzivno delamo na Metini listi. Se mi je zanimivo, ne, 63% tisti, ki so odgovorili na anketo, Metine liste še ni podprlo za donacijo, 1/3 pa bi naročnino, ne, zdaj me zanima, če je to glih ta tretjina, ki je že podprla, ne, in jim koncept naročnine ni tuj, ne, ker mogoče tukaj samo malo vprašanje, kaj dobite za naročnino, ne, in midva sva tudi to vprašala, ne, in je velika večina ljudi bi za naročnino najrajš imeli dodatne, nove in bolj poglobljene epizode, se pravi, da gremo še bolj v detajle, kot gremo že do zdaj. Pa vabila na dogodke v živo, pa udeležbe na drugih stvareh, ne, ki jih v organizaciji Metine liste, pa pač darila, ne. A veš, kaj mi je pa hecno, ne? Sorry, sem te prekinil. Ne, kar povej. Veš, kaj mi je hecno, pri prejšnji postavki, ne, v smislu, a naj gre po ritmu ali ne, je bila skoraj 2/3, rabimo ritem, ampak zdaj pa gledam odgovor, kdaj si pa zvrtiš novo epizodo podcasta, je pa večina
42 manj čas. Oziroma samo 1/4 takrat, ko je na voljo. What the fuck, To, pol? ja, to je res, ne, ampak a veš, ti moraš biti v ritmu, ne, ljudje se pa potem odločajo, kdaj Kdaj jim paše. bojo, Ne. ja, to je to. Ja, ne, to je, ne. Kaj sem hotel reči? Tisto, kar je mene presenetilo pri teh perkih, ne, pri stvarih, ki si jih bi ljudje dodatno želeli, jaz sem bil pa leta dolgo blazen fan prepisov epizod, ne, se pravi transkripcije. To pa le malo koga zanima, ne, samo Ja. 5% ljudi je rekel, da Koliko? bi jih to zanimalo, 5%. Ne. Ja, valjda. Domnevam, da vsi Ti si delajo v ful kliping poseben. agencijah. Ne. Ja. Ne, pa veš, zakaj tudi verjetno ne prepise? Zaradi tega, ker se te prepisi avtomatsko generirajo in to je zaenkrat še vedno kar boljšitek. Mislim, Ja, čeprav je vedno boljše. ne. vedno To boljše, tudi to sigurno, ugotavljava. ja. To vedno ugotavljava. Tisto, kar pa moram zdaj posebej omeniti, je, da smo vas vprašali tudi, ne, da navedete 3 besede ali pojme, ki vam pridejo na pamet ob imenih podkastov Metin liste, konkretno podkastov Metin čaj, Evropske četrt in LDGD. In? Če ne boste presenetilo, da je za Metin čaj glavna beseda medij, Aha. ampak ne, zanimivost, to si zelo dobro speljala, to rubriko. Informativen, kakovosten, poglobljeno, duhovito, poučno, kredibilno, to so recimo vse te pojmi. Ne. Je pa Zanimivost tudi se je tudi ven prikotalila. zanimivost je zelo, to si čist lepo. izpeljala, tako rekoč mem si naredila. Ne. Krasen. Je pa treba biti tudi samokritičen, da niso bili samo superlativi, ne. Ja. Je bila tudi kakšna kritika, ki je šla v bistvu bolj na vprašanje tega, da je majčkeno manj kvaliteten, kot je bil, verjetno na račun vseh ostalih podkastov, ki jih dela. Tako da to je treba Okej, kaj še? priznati na glas. Ne, saj pač, ampak ta je bil predvsem to, da je majčkeno ta dinamika Metinega Padlo, čaja okej. malo padla in verjetno na tej priliki, na tej točki treba reči, da vas slišiva in da sva si vzela tudi te stvari, tudi kritike, ki ste jih nama podali, sva si jih vzela s srcu. Ne. Kaj pa za Medtem ko LDGD prišlo? LDGD, ne, Mm. je pa pač bizarka, absolutno. In politbizarka, to je šlo To čist je čez. dobra, ja. Humor, analitično, aktualno, zabavno, štefica, mnenja, Star Trek, blondno veselje. Ne. Predvsem pa je ta kombinacija sproščene debate in poglobljenega znanja tisto, kar je skozi in skozi vse odgovore prehajalo ven v Metinem čaju. Oprosti, v LDGD-ju. Ker se pa Evropske četrti tiče, sem pa čist presenečen nad besedo birokracija, ki je stalno ven. Ja, ampak to nekako v tem dobrem To ti se mi misliš, da je zdi. v dobrem. Ja, mogoče. To. Ampak, informativno, zanimivo, birokracija, raznovrstno, Evropa, jasno, ne? Okej, cool. Poučno in aktualno. Kakšne kritike? Tukaj ne, ker se mi zdi, da je Evropska četrt pa res tak nišni produkt, ki pač zanima, ki ga poslušajo ljudje, ki jih evropske teme v osnovi zanimajo. Ne? Okay. Tako da tukaj imava mogoče midva nalogo, da poskušava pa tukaj pa res imava delo pred sabo, ne, razširiti diapazon poslušalcev. Ampak nisi še povedal za kritike pa za LDGD. Pač, da smo pristranski, ne? Ja, grozno. Ampak zdaj lahko zbiraš, v katero smer, ne? Valjda, da so rekli, da čist preveč navijam za JJ-ja. Ja, hkrati smo popolnoma čist preveč levi in popolnoma čist preveč desni. Oboje? Pač odvisno od tega in pač, ne, to so, razumem, da se razumemo obe poziciji, ne? Kar samo pomeni, da nas tudi v bistvu, da poslušajo ljudje različnih ideoloških in svetovno-nazorskih prepričanj, kar je tudi dobro. In to naj pripelje, Aljaž, do slavnostnega trenutka, ko, kot smo obljubili, izžrebamo med vsemi, ki ste dovolili
svoj mail v uporabo v te namene. Izžrebamo 3, 3 pikice, Aljaž. Ki boste vabljeni na naš naslednji dogodek v živo. 3 izžrebanci ali izžrebanke boste detajle dobili po mailu, ki ste nam ga tako prijazno zaupali. Od vseh respondentov vas je 60 zaupalo. Za malo maile. pa si rekel 60. Tako bi mi skoraj vsi lasje odpadli, takoj. Sam, da ni 600, a ne? Joj, oba sta na mailu. Skratka, in zdaj morava v imenu transparentnosti povedati, da uporabljava True Random Number Generator na spletni strani random.org. Vpisana minimalna številka je 1, maksimalna številka je 60 in lotodjevojka v podobi Nataše bo pritisnila gumb Generate. Bo, in da toliko, da veš, jaz to snemam, da ne bova obtožena, da smo kaj prikrojili rezultate. Evo, prva kugelca se vrti in zmagovalna številka je številka 18. 18, številka 18, Peter, čestitke. Prvi izžrebani detajli pridejo po mailu. Okay, a grem lahko dalje? Saj vem, da sva si prej razdelila, ampak zdaj sem pa malo na okus prišla. Si not padla, ne? Seveda. Ti pa predsednica države, saj vem. To. Evo, lahko spet? Prosim. Evo, lej to. Hop, se vrti in številka 39. Številka 39, pod številko 39 je Gert. Čestitke. Bravo. Gert. No, zdaj pa odlično. Še tretjo. Držim pesti, da to pa zdaj eno dekle, ženska punca. Hopa. Sej ne veš, ne? Številka 7. To pa res je. Številka 7 je pa Matjaž. Tako da, distribucija je bila... Ja, ne, sej. Ja, tako je. Mislim, dejansko True Random Number Generator, ne, sreča je na strani pogumnih. Ja, sej ne vem, kakšen je bil pa odstotek, a si to pogledal, od teh 60, ki so dovolili. Ti, priznam, da nisem, poleg tega so nekateri maili se temu reče. Ja, ker ne moreš sklepati to imeno in spolo, ne, ja, tako da nisem tega delal, no. Ampak tako zelo na prvi pogled bi rekel, da je 50-50 in je res, evo, naključje, ne. Tako da čestitke srečnim dobitnikom, detajli pridejo po mailih, hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali v anketi. Slej ko prej bova imela še kakšno takšno anketno dilemo in bova spet prosila za sodelovanje. Tako, res hvala, in to je bila 297. epizoda, Aljaž, pred koncem letošnje sezone bova 300 tako imela. Tako da, ja, to kar nekaj. Bova si morala nekaj posebnega nekaj si moramo zmisliti, ja. Če ima kdo kakšen predlog, kaj ne narediva na dan z besedo. Na afna.pengovski, afna.dc43 ali pa info@metinalista.si. Nimamo zaenkrat nekih, ja, odprto je. Odprta sva za predloge. To je bila tudi zanimivost za tokratno epizodo Metinga čaja. Hvala za spremljanje, lepe praznike med tem, ko poslušate to epizodo, če boste, pa se slišimo spet kmalu.